Tolkien je enako trdil. Človek je na nek način, na vse zadnje so tudi evangeliji zgodba. Zdaj ne govorim o fantazijski zgodbi, ampak zgodbi. Je zgodba in Tolkien je recimo sam nekje zapisal, človek bi moral biti odrešen na način zgodbe. Človek je pripovedovalec zgodb, je dejal. In to pomeni, da lahko, morda še kaj kasneje o tem rečemo, pravzaprav odrešen pravzaprav preko zgodbe. Ker mi smo zgodbe in nas tudi nagovorijo zgodbe, čeprav fantazijske. Tako da tu bi se recimo tudi dotaknil tega, kar je bilo prej vprašano, ali prikriti otrokom ali ne. Jaz mislim, en del odgovora bi to rekel, definitivno jaz otrok ne bi preveč varoval pred tem, kar jim bo življenje predočilo prej ali slej. Bolje je, da v takem nekem kontroliranem okolju, kjer jim lahko to razložimo, usmislimo, a pa ljudje z njimi, ki jim to, kot pa recimo nekje, kjer bojo sami ali pa neki drugačni družbi. Pri oratorijski zgodbi smo morali originalno Tolkienovo delo še okrčiti, da jo lahko izvedejo potem animatorji na oratorijskem odru. Nekatere stvari so omenjene, nekatere so samo omenjene, nekatere so tudi spuščene. Ampak osredotočili smo se ravno na to, kar si omenil, da na Hobitovo, na Bilbovo pot. Pravi, to je tista stvar, ki smo pustili. Njegova rast od zapečkarja do nekega junaka, ki pa zanimivo, v tem primeru ni nek tak junak ala Vitez ala Superman, ki je potem na koncu te svoje poti postane vsemogočen. Bilbo ostane še vedno Bilbo, še vedno malo, še vedno delno zapečkar, še vedno ima rad svoj tisti čaj, pa 5 kosil na dan in tako naprej. Nič se ni nabildal, ali ne vem kaj, ampak je pa še vedno se vseeno spremenil, se preobrazil, zrasel. In v tem je ta Bilbova pot zelo klasična mitološka pot junaka, ko gre iz znanega v neznano in potem nazaj se vrne spremenjen nazaj. Ta vidik poklicanosti se tudi nam zdel pomemben in smo ga tudi izpostavili, se pravi, to je vrednota prvega oratorijskega dne letos. Tudi zgodba gre v prvem dnevu in ravno o tem, to srečanje Gandalfa in škratov pri Bilbu in da se on odloči in gre. Zdaj, je zanimivo, meni zanimiv moment, mogoče še, da se navežem naprej, ko Bilbo skupaj pade, ne takrat, ko je omenjen zmaj, ampak pa ne vem kaj še, lahko da vsi umrejo, to ga še ne, ampak da se mogoče ne bo domov vrnil, to je pa konc. In je zanimivo, zakaj on to premaga. Pomemben je tudi ta vidik pri njemu, da vseeno nekaj je v njem, kar ga kliče k apostološi.